Ja, mi počnemo marsikaj v Bruslu, bom skušal na hitro povedati, kaj ne. Začetek sem mogoče slabo zlobiral pri Jadranki, da sem med zadnjimi na vrsti, ki je že toliko malo ljudi gleda ostalo, ne. Tako da bo približno pol ljudi manj slišal, kaj delamo v Bruslu. Moram pa reči, da je bila ta konferenca, na kateri sem od začetka, mi je bila zelo zanimiva, no. Predvsem ta del okrogle mize, tudi sam imam status znanstvenika, izredni profesor, oziroma status raziskovalca, tako da je ta tema zelo bliže, čeprav sem v javnosti vedno bolj znam po tej neki poslovni karieri, tako rečemo. Ampak sem veliko razmišljal o teh komunikacijah, ki je bilo danes veliko govora. Ne? Dejansko, to za neko vod, da povem, pa še eno kratko anekdoto bom povedal. Ja, mogoče res znanost se preslabo komunicira v Sloveniji. Ne? In mislim, da v tej borbi za nek normalen delež financiranja strani državnega proračuna za znanost, ne? Mislim, da je to zelo pomembno. In po mojem mnenju ravno zaradi tega se tudi mogoče začela ta večja želja po prezentaciji v javnosti. Ne? Ker potem bomo da tudi javnost razumela, podprla večje financiranje, ne? In seveda potem znanost dobila več denarja. Mi imamo namreč zdaj iz ožjega proračuna ni celih 4% pravzaprav financiranja znanosti raziskave, da tako rečemo, ne? In to nas uvršča na popolnoma rep v Evropi. Ne? Smo čist na repu. Tako da to ni spodbuden podatek. Seveda se potem radi pohvalimo, tudi seveda mi pohvalimo to v Bruslu, tam delujemo v slovenskih interesih, tako da tam ne kritiziramo naše države, kot kakšni včasih radi počnejo. Tudi ni vedno hvalimo našo državo, no, ampak recimo pohvalimo se seveda, da je precej potem podjetij, ne, ki financira v znanost raziskave, tako da potem prikazujemo skupen ta odstotek, ki gre iz BDP-ja za znanost raziskave, tam čez 2%, ne, kar nas površa kar v vrh v Evropski uniji. Ne. In seveda, to mislim, da ni dobro, zato ker dejansko ta del, ki gre iz podjetij za znanost raziskave, vemo, da je mečkaj mogoče tudi napihnen, ne. Marsikajšen podatek, oziroma marsikaj se uvrsti v to financiranje, kar dejansko ni čisto financiranje znanosti raziskav. Ko je bil tukaj profesor Bourguignon, gospa doktorinica do tega spomnila, sva se peljala z avtom v Koper, no, in sem ta problem razlagal, ne, in je rekel, da se v Franciji isto, tam imamo tudi olajšave za znanost in raziskave in vsi tudi vemo, da je napihnen podatek. Ne. Tako dejansko pri nas gre premalo denarja znanost raziskave, morda ste tudi raziskovalci, smo raziskovalci sami krivi, ker mogoče premalo znamo predstaviti to, zakaj je to potrebno in tako naprej. Tako da te napori, ki so tukaj v Sloveniji v to smer številnih tukaj prisotnih, ne, mislim, da so res na pravem mestu. Zdaj, v nekem smislu, no zdaj mogoče ta anekdota kratka, ja. Ko sem tole poslušal, danes me je spomnila malo diskusija na moje začetke Ljubljanske borze. Nekateri starejši se bo tudi spomnili teh začetkov. Tudi smo imeli ta problem skomunicirati, kaj je sploh borza, ne. Imate problem moče, kaj je znanost, ne. Če bi anketo 1000 ljudi na ključnih, na cesti, ne, in vprašali, kaj je znanost, kaj razumete pod znanost, ne. Mislim, da bi dobili zelo čudne in različne odgovore. Ljudje po moje si točno ne predstavljajo, sploh če bi vedeli še, recimo, država daje denar za znanost in tako naprej, ne. Tako da mi smo imeli podoben problem tudi začeli z borzo, ne. Nihče ni vedel, kaj je borza. Jaz sem v taklenem prostoru imel mogoče, ne vem, 100 direktorjev slovenskih podjetij in jaz govorim o borzi, kaj je in tako naprej, ne. Delnice, obveznice in potem en direktor, ki ga ne bom imenoval, ga vsi poznate, zdaj že toliko starejši seveda, me vpraša, no, kdaj bomo začeli s temi dnevnicami trgovati na borzi, ne. Tako da, hočem reči, smo imeli res problem, in sem si rekel, oh my god, ne, da si rekel, aha, tle smo, ne, se pravi, jaz razlagam o borzi, ne, in kaj vse, ne, oni ne imeli sploh največjih osnov, ne. Tako da smo imeli ta problem res komunikacijski, skratka, kako predstaviti to našo dejavnost, ne. No, mislim, smo v tej zadevi kar uspeli, čeprav v zadnje čase pač borza ni več tako preveč komunikativno nazvan, seveda ta komunikacija potem pomeni, da si, recimo, cena je bila to, da se bo jaz v medijih v dobrem in v slabem, ne. To je potem cena te komunikacije, ko rečemo, uspeš komunicirati neko zadevo, ne. Seveda si pa v medijih ne samo v dobrem, tudi v slabem, ne. V vsaki malenkosti, ne. No, ampak zdaj, recimo, ta nov direktor borze, da končam to anekdoto še s tem stavkom, ne, pravi, ja, moramo borzo spet sekcije narediti, da bo bolj aktivna, da so več znov pač dogajali v Sloveniji. No, na nek način sem se srečal s podobno zadevo v Bruselj, ko sem prišel, ne. In delno še vedno ta problem, ne. Jaz vodim to združenje dejansko, kot je rekel lepo Jadranka, že 4 leta. Tudi meni se zdi, da sem 2 leti v Bruslju, ampak čas mi dejansko teče dvojno.
res brez pretiravanja mi teče dvojno. In moram reči, kad takole hodim po Sloveniji, če sem recimo Maribor, no, tam me že kar poznajo, številni ljudje še ne vejo, kaj je SBRA, ne, kaj točno delamo. Ne. Zato, kaj ta SBRA točno je? Ne obstoja že 20 let bo drugo leto. 20 let, ne. Tako da jaz hodim to 4 leta, jaz skušam to seveda peljati čim bolj konkretno, čisto s konkretnimi aktivnostmi, ki so vprit, ne samo znanosti raziskavam, ker pokrivamo tudi podjetja in tudi kakšna mesta. Delamo tudi aktivnosti recimo za mesta, regije, v regiji mi formalno imamo 2 regiji, ne, ampak dejansko cela Slovenija je ena moče primerljiva regija, kakšni tuji razviti regiji, na primer. Oziroma še manjša, kot kakšna Lombardija, Emilija, Romana in podobno, ne. Baden-Württemberg, Bavarska, ne. Če Slovenija je manjša in manj močna, kot so te regije, ne, kot cela država. Tako da recimo naslednji teden, na primer, s čem se zdaj ukvarjamo, naslednji teden so tako Open Days v Bruslu, to so dnevi regij in pokrajin, se pravi, pride 6000 ljudi iz cele Evrope v Brusel, kjer bo 200 dogodkov v 4 dneh, kjer se predstavljajo regije z raznimi projekti in največ projektov pa znanstveno-raziskovalnih. Tako da to gre od Interreg programov do Horizon 2020 programov, do live programov, do programov, ki niso financirani strani Evropske unije, pa bi radi bili financirani. To se predstavlja v Bruslu. Ne? In tudi mi, recimo, kot SBRA organiziramo 3 take dogodke za naše stranke. Tako da to bo v tem primeru sedaj Maribor, Murska Sobota z nekimi zanimivimi projekti glede turizma in glede circular economy, se pravi o ciklični ekonomiji oziroma bioekonomiji. Zelo zanimivi projekti, ki so tudi bili deležni že evropskih sredstev, ne? In še štartajo na nova. Bomo tudi predstavljali v okviru teh dni, recimo v preteklih letih, recimo Univerzo Ljubljana. Zanimivi projekti, ki so bili seveda meddržavni in medregionalni, tako smo lahko vrstili Univerzo Ljubljana v to predstavitev. Torej, to prije 6000 ljudi iz cele Evrope in to res, to je Brusel, rekel, prava Evropa v malem takrat. Že tako je, ne, seveda, ampak tako pa še posebej. Tako da, seveda, pokrivamo pa lahko rečem z našimi aktivnostmi, pravzaprav tudi gospodarstvo in seveda regije, torej mesta in tako naprej, ampak lahko bi rekel, da verjetno 70% pokrivamo pa znanost pa raziskave. Zato, ker tukaj imamo nekako največ strank in največ verjetno lahko pomagamo. Ne. Zato, ker predstavljamo različne projekte v Bruslu pred to srednjo, seveda, ki spremlja te stvari, ki so poznavalci teh stvari, ki so bodoči, recimo, partnerji projekti, ki so ocenjevalci, ki tam sedijo med občinstvom, ki potem ocenjujejo, recimo, te projekte, ki so seveda iz evropskih inštitucij, kot Evropska komisija ali kakšnih drugih agencij evropskih, tako da na ta način seveda skušamo maksimalno v tem smislu, recimo, promovirati slovensko znanost in raziskave v bistvu v Bruslu. Seveda zelo omejenimi sredstvi, ne. Ko se primerjamo z drugimi podobnimi inštitucijami, smo edina taka inštitucija v Sloveniji, oziroma slovenska v Bruslu, seveda to ni za primerjati, ne. Mislim, kako so finančno podprti in kako vejo, da je treba v Bruslu biti maksimalno aktiven in prisoten. Ne. Tudi recimo ta zavest Sloveniji še ni prišla do ravni, da bi lahko rekel, to je pa zdaj prava stvar, da lahko počnemo vse, kar bi bilo res 100% tudi potem uporabno in odmevno. Ker zelo omejenimi sredstvi seveda ti težko ne vem kaj dela, se pa seveda se tako trudimo. Mislim, sam za ilustracijo, da povem recimo Baden-Württemberg, kateri imamo odlične odnose. Recimo imajo ogromno dvorano, ki je recimo velika, ne vem, kot je ne 4 tele dvorane, ne, recimo 5 dvoran takih, ne. Oni naredijo nek reče temu, poletni pozdrav, ne, naredijo velik dogodek, ki povabijo komisarje, ministre in tako naprej. Mi smo prav prisotni na teh dogodkih in to je en tak žur pred poletjem, preden se Brusel popolnoma sprazni avgusta, ne, ki jih odlično skoraj toliko stane, kot je naš celoletni proračun. Sam tako v ilustracijo. Imajo pa zaposlenih čez 20 ljudi, se pravi, to je kot ena mini ambasada, oziroma ne mini ambasada, slovenske ambasade so kot 10 ljudi, 7-8 ljudi. V Baden-Württemberg ima 20 ljudi v Bruslu. Podobno Lombardija, naprimer, taka razvita regija. Ne. Tako da, mi smo recimo 4 v naši pisarni, potem imamo še kakšno pomoč, sem pa kaj. No, lahko pa rečem, da s svojimi aktivnostmi in dogodki, tudi Jadranka je bila recimo prisotna že na naših dogodkih, kakšnih drugih se ne spomnim tukaj le prisotnih, da
naredimo res dogodke, ki so absolutno konkurenčni, ne, in ko povem kolegom, da smo samo 4, ki to delamo, se čudijo, ne, ker oni recimo take dogodke delajo z 20 zaposlenimi, kot sem prej omenil. No, tako da največ aktivnosti dejansko za znanost raziskave, zelo smo aktivni v Horizon 2020, naprimer prav zdaj seveda se ta razprava odvija oziroma bo kmalu prišla v Evropska komisija, to že predlagala ta proračun, kot vemo, ne, bil je že objavljen, zdaj počasi se ta razprava sili Evropski parlament, Evropski svet, kjer recimo upamo, da bo ta proračun sprejet. Tako tukaj smo se predvsem angažirali tudi pripomb po samega Horizon 2020, se pravi v smislu tako torej, denarja, ne, kot se tudi, kaj se vsebuje. Ne. In ali je to v prid, recimo, neki manjši državi, kot je Slovenija. Ne. Tako da naše glavne aktivnosti so dejansko povezane z pridobivanjem denarja za evropske projekte, v okviru tega največ seveda z obzorji 2020 in sedaj seveda pripomnijo na obzorja Evropa, ne, torej Horizon Europe, torej bodoči program FP9, ne. In seveda tukaj pomagamo podjetjem na nek način, rekel bi komplementarno, kot je kolegica povedala, ne. Ministrstvo tukaj dela pač to svojo funkcijo korektno in dobro upravlja, ne. In pa skušamo seveda to komplementarno nekako nadgraditi, ne. Seveda mi smo prisotni v Bruslu in na kraju sami seveda pomagamo v nekem smislu s podobnimi točkami kot vi, ne. Mislim, da se dano dopolnjujemo, če mene vprašate, ne. Tako da to so recimo take aktivnosti, tudi lahko pišemo kakšne vloge za tiste, ki kandidirajo za evropska sredstva. V glavnem mi pa pregledujemo. Ne. To nas v glavnem naše stranke uporabljajo, da jim pregledamo vlogo, ko jo pripravijo za, recimo, oddajo za SME ali za Fast Track to Innovation ali katerikoli drug razpis, ki pride. To smo zdaj uvedli, ta pregled vlog in se je pokazal za zelo dobro prakso. Čisto vsak, kjer je preko nas šel, je dobil vsaj Seal of Excellence, ne. To veste seveda, kaj je, tako da to smatram kot dobro referenco. Predvsem pa bi rekel to, no, da mnogi, ki pišejo projekte, so zaljubljeni svoj projekt, ne, živijo za takšen projekt in ga spišejo in mislijo, da to je zdaj to, ne. In da trikrat, petkrat pregledajo, dajo svojemu kolegu recimo v pisarni za pogledati in rečejo, to je pa zdaj to. Ne. In potem mi dobimo tak projekt, recimo kakšne 10 dni pred končnim rokom, včasih seveda upamo, da prej, ne, da imamo čas dobro pregledati, dobimo takšen projekt in vidimo napak noter ogromno. Ne samo napak čisto rekel tehničnih, ampak vsebinskih recimo. Ne. Naši projekti imajo praviloma zelo slab impact. Ta del torej vloge, ki je po bistvu stališča komisije morda so najpomembnejši. In drugi morda najpomembnejši je dostakrat recimo, kaj ta projekt pomeni v Evropi oziroma kako bi rekel, kakšna je vaša konkurenca v Evropi pravzaprav, ne? Ta del primerjalni evropski. Tukaj smo ponovadi najslabši, ko beremo te vloge. Mi imamo neko strokovno ekipo, ki že več kot 10 let dela na teh stvarih, tako da in tudi beremo te stvari seveda z bruselskimi očmi, ne? To je pomembno, ne s slovenskimi očmi, ampak z bruselskimi, ne? Tako da recimo, ko te napake upozorimo, dejansko se pokaže, da se potem projekt bistveno izboljša, ne? Tako to je ena pomembnejša aktivnost, ki jo zdaj delamo že kar, odkar sem jaz prišel, jo forsiramo, no, ampak to je zdaj prišlo bolj na širši glas, tako da se tudi to ve, zdaj že da to delamo. Dobro, veliko dogodkov organiziramo, recimo 4. septembra, to ni dolgo nazaj, to je v bistvu kaj 14 dni, 5 tedne nazaj, smo recimo organizirali tako delavnico za Ljubljansko univerzo, ki je predstavila svoj teaming projekt. Poznavalci seveda veste, za kakšna sredstva to gre. Univerza Ljubljana ima zanimiv teaming projekt, ki se štarta na 15 milijonov plus dvakratnik sredstev, ki jih potem ministrstvo prispeva, ne. Torej gre za 45 milijonov približno financiranja, gre za nek center odličnosti, ki je treba potem nareči dobišta sredstva in seveda neko zelo kompleksno zaokroženo problematiko, znanstveno raziskovano, tako rečem. Tako da smo recimo predstavili ta projekt in moram reči, da je sama protagonistka tega projekta, vodja tega projekta, upravlja odlično svojo nalogo in tudi mi smo seveda tam prisotni Evropsko komisijo, nekateri ocenjevalce in tako naprej. Seveda nikoli ne veš, kdo bo ocenjeval tvoj projekt, ampak te ljudje pridejo tudi na take dogodke, ki jih organiziramo in poslušajo seveda, če so iz stroke, ne, in potem spremljajo tudi na ta način, kaj se dogaja.
Ja, tudi uvedli smo novo zadevo, da v bistvu prek socialnih medijev, to čisto na koncu napisano, pravzaprav spremljamo naše stranke, naše člane. Pa ne samo naše stranke, naše člane, ampak tudi širše seveda, tistih se pojavite znanostjo, veste, da veliko tudi spremljamo skratka vse pozitivne informacije o znanosti, o raziskavah, doktor Novak pa lahko to potrdi, tako da se tudi na ta način skušamo uveljavljati Slovenijo v Bruslju, ker seveda ugotavljamo, da vse podobne agencije kot naša to ne veliko počnejo. In smo tudi tako seveda mi začeli to zelo aktivno početi, predvsem z mojim prihodom, tako da smo tudi z tega velika lepo poznali. Jaz sem prav vse kar dolgo prezentacijo, da bomo še zelo hiter skosa, ker ni časa, imam pa še nekaj minuta. Tako da mi izdajamo tedenski bilten, vsak ponedeljek izide digitalni tedenski bilten, ki opozori na vse razpise, na priprave razpisov, na delovne programe, na razne druge pomembne zadeve, ki se dogajajo v Bruslu, skratka v enem tednu, ponedeljka do ponedeljka, vse, kar je aktualnega, to izide v digitalnem biltenu. Potem pa izdajamo še tudi, kot se na sliki vidi, to je pa tak tromesečnik, tole, izide pa v paperback verziji, kot je bilo prej rečeno. To pa razpoštamo fizično na 30 naslovov po Bruslu in smo ugotovili po anketah, da je to kar brano. Kakšen koli sestanek pridem ponovati, imam tole pred sabo, tako malo spremljajo, kaj se dogaja. To je tak, ali bilten, takle fizični obliki, ravno pred par dnevi je šel. Tukaj je cel kup dogodkov, recimo tole smo v Evropskem parlamentu, smo predstavili, to je bilo pred 2 letoma stališča Ljubljanske univerze, inštituta Jožefa Štefan, Kemijskega inštituta, okrog takratne priprave oziroma pripomb, takrat še pravzaprav na Horizon 2020, ki pripombi so potem osnova za pripravo FP9, to je bil kar odmeren dogodek, tudi sodelovalo je ministrstvo, magister Krajcar je sodeloval na tem dogodku, ki je predstavil uradna stališča Slovenije, potem so pa te inštitucije, ki sem jih omenil, plus ZRC, SAZO so predstavili pa še dodatno še svoje stališča na FP9. Dogodek je bil zelo odmeven v Evropskem parlamentu, premalo je bilo sedežev, tako da smo potem tudi to seveda ta stališča sporočili na vse inštitucije in tako naprej. Tako delamo tudi to vrstne konkretne stvari, skratka zato bomo neka stališča naših inštitucij in seveda priprava projektov, kot sem prej omenil. Čisto konkretna priprava projektov, pomoč pri projektu v vseh pogledih. Tako teh dogodkov je res veliko, tako da in te dogodki so res dobro obiskani, moram reči, da dobimo vedno najvišjo sestavo, lahko rečemo, imamo ta vgled v Bruslju, da ni problem dobiti tudi najvišjo sestavo. Tudi mi smo nek dogodek, ker je tudi Jadranka prisotna pred poletjem, to maja, junija, če kdaj že bilo, smo nek dogodek v zdravstvu, recimo, kjer smo predstavili 4 slovenska podjetja, entitete, če hočete z tega področja, ki so zanimivi za partnerstva, za seveda pridobiti evropskih sredstev kot takih, ko je tudi dogodek odlično uspel. Evropska komisija se je zelo udeležila tega. Mi smo recimo dogodek za našo obrambno industrijo, to je neka naša nova aktivnost, ki jo delamo. Prav veliko podrobnosti ne smemo temu povedati, ampak lahko reči, sodelujemo z Ministrstvom za obrambo, kjer smo predstavili 11 slovenskih projektov, tudi patentiranih, nekih odkritij z področja, ki so interesantna za obrambno industrijo. Tako da spet odlično uspel dogodek, ne to, kar jaz govorim to, ampak res smo takete delamo, dobivamo odzive in zelo so zadovoljni s temi dogodki, torej 11 slovenskih projektov, tudi nekateri patentirani, kot sem rekel, smo predstavili v bistvu Evropski bruseljski Sloveniji in predstavniki Evropske komisije, ki so celo konferenco tam sedeli z nami, so na koncu rekli, super ste to pripravili, ker nismo vedeli, da ima Slovenija tudi take potenciale na tem področju, take odkritja. Tako da recimo tako prebijamo nek let tudi rečemo tovrstnih projektov, tovrstnih odkritij, patentov, če hočete. Dobro, tole je zdaj razrez za prihodnji proračun, kjer je tale delček predviden za znanost raziskave, spod tale rumena. Ta podatek vključuje še sredstva za digitalizacijo, tako da to je recimo 1,6 krat več sredstva v primerjavi s sedanjimi, tako da
upam, da bo ta proračun šel skozi, čeprav moram reči, da sem prisoten na pari dogodkih, ki se dobira še za več denarja. V okviru tega, seveda, je za čisto znanost in raziskave in inovacije, je v bistvu 100 milijard predvidenih, a model se v bistvu poskuša tudi pobirati, da je bilo 120 milijard v tem možnem smislu. Tako da, vsakem primeru, znanost in raziskave ima neko posebno mesto vsem v Bruslju in se komisija zaveda, da je to ključno, da bomo lahko lovili ostale države, kot so Južna Koreja, tudi Japonska in Amerika. Evropa za tem vseeno zaostaja, to pa treba vedeti. Tako da ideja je, da jih vseeno ujamemo in da neporedno pariramo. No, to je še nekaj številka proračunov za naprej, se pravi, dobro, to ne bi moče izgubilo časa s tem. No, takole pa rasto recimo proračun za znanost raziskave po letih oziroma po posameznih programih, recimo lani je bilo 77 milijard, zdaj predvidenih 100 milijard za znanost raziskave inovacije. Zdaj, jaz sem to pripravil res dosti podrobno prezentacijo v angleščini, tudi zato, ker jo potem tudi lahko uporabljam kaj v Bruslu, smešno, to ne moram kaj dosti uporabiti. Nekateri odzivi na ta predlog za znanost in raziskave tega proračuna so zelo zanimivi, mi smo to precej natančno spremljali. Najbolj jezni so britanski raziskovalci, prvi smo še kar nekaj denarja dobili do konca Horizon 2020, to ne bi normalno dobili, ampak se jim že dogaja seveda, da se jih ne jemlje v partnerstvo. Vsi zaradi te negotovosti ne marajo več imeti Britancov v partnerstva, tako da tle zgubljajo. Tako da vprašanje, koliko bo uspelo unovčiti teh sredstev nekih do konca tega programa. Seveda, če ne bodo sodelovali v prihodnem programu, kar bi se zgodil z variantom no deal, seveda je toliko slabše tudi za njih, ker bi tukaj seveda iz večjega proračuna kot oni več dobili, ker so izjemno uspešni, kot vemo. Britanci so izjemno uspešni v Horizon 2020, v ERC-ju, da ne omenjamo, ker je dr. Vitorini tukaj, so najuspešnejša država v ERC-ju, po številu grantov, tako da tukaj so res mojstri, znajo in dobro pisati in imajo tudi projekte, imajo pa tudi že čisto ime. Ko en ERC pride iz Oxforda, Cambridgea, se drugače bere, kot pa nekdo, ki pride iz Univerze Ljubljana, Štefana, kemijskega, in tako naprej. Tako da to vsi dobro veste, ampak tako tukaj so pač eni odzivi, drugače pa, kar se tiče torej kohezije bo manj sredstev, tudi za regije bo nekoliko manj sredstev, skratka Interreg bo nekoliko manj poudarjen v primerjavi zdaj. Tudi tam se da kakšne raziskovalne projekte sprav skosne in se bolj aplikativne, ne to barična znanost, ampak aplikativne. Vsekakor sicer pa res gremo zelo v smer aplikativne znanosti v Evropi. To mogoče ni najbolje, ampak to so države, ki so mogoče najbolj jezne glede novega proračuna predloga, Avstrija, Danska, Nizozemska, Švedska, zgubijo neke prihodke, ki so jih do zdaj dobivali, hkrati se pa njih pričakuje, da bo več plačalo proračun. Tako da med tem, ko recimo največ pridobi seveda tudi znanost, raziskave, kot sem prej že omenil, pa tudi obramba. Obramba, migracije, zavarovanje mej. To je precej več sredstev namenjenih. Največ pa seveda, če gledamo v okviru torej znanosti raziskav, nekako se najbolj veseli novega proračuna, v bistvu predvsem velika korporacije, ker kot sem rekel, gre bolj v aplikativno znanost, to je komisija predvsem poudarja, da je treba delati raziskave v sodelovanju med inštituti, raziskovalnimi inštituti, univerzami in tako naprej, skupaj z gospodarstvom, s podjetji. In seveda to je voda na mlin korporacijam, ki bojo tukaj verjetno dobile več denarja iz naslednjega delovnega programa, oziroma naslednjega FP9, naslednjega programa. In to verjetno ni najboljša novica za Slovenijo. Tako da seveda upamo, da ne bo čisto smer šlo, seveda delamo v tem to smer, da ne bi to tako bilo, ampak bomo videli, kaj se bo dal narediti. No, če gledamo potem pa recimo čisto na področje mogoče wideninga, se pravi teh finančnih inštrumentov, ki pomagajo državam EU13, plus Portugalski in Luksemburgu, ki sta tudi vključena v widening države, zanimivo, predvsem Luksemburg je najbogatejših držav, pa recimo znanost ima tako slabo razvito, ne bi omela slabo razvito, da jo vključijo med widening projekte, pa kandidirajo za teaming, vse to, kar vemo, ERA, CHERS, twinning,
kost, ne. Skratka, tukaj tudi kar nekaj denarja namenjenega, 1,700 bo za Vajdanik namenjenega, kar je nekoliko več kot zdaj, ne, tako da tukaj se ne pričakuje kakšnih večjih sprememb. To je neko področje, pravzaprav, ki je malo tabu tema v Bruslju. Ko omenjaš Vajdanik, mi smo organizirali eno okroglo mizo na temo Vajdaninga, ne, zahodni skoraj noče sodelovati, ne. To je neka tabu tema, ne. Aha, tokle vam damo, zdaj pa dajte mir, ne, pomalo v tem smislu, ne. Tako da, to ni najbolje, no, ampak program bo ostal, ne da se pa kaj dosti razpravljati o nekih bistvenih izboljšavah in podobno. No, velika novost v naslednjem programu so tile missions, ne, na podlagi profesor Mazzucatojeve knjige in pa sodelovanje z Evropsko komisijo. Jaz sem priliko z novo parkrat srečati v Bruslu, no, tako da zanimiva gospa, ki je v bistvu pomagala v Njelešu kot svetovalka za kreacijo tega, no. Tudi tukaj, recimo, missions osebno mislim te misije, no, poslanstvo, kako bi to prevajali, osebno mislim, da je to dobra zadeva, konceptualno zastavljena. Vprašanje pa je, kako je to dobro za slovenske deležnike, ne. Ker neko poslanstvo, ki bo ideja, da bo tam 3 do 5 uradno, ne, pa govori se, da bo tam 5 do 7 teh posebnih poslanstv, ne. Kaj ne bi to poslanstvo bilo, recimo, profesor Mazzucato pravi, da recimo polet na Luno, ne, osvojiti Luno, to je poslanstvo, ne. Recimo, ne. Se pravi, potem vse razni razpisi interdisciplinarno temu cilju potem sledijo, ne. Recimo tipična primera, ki se že govorijo, da bojo pač prišla v to zadevo noter, ne, sta recimo očiščenje morij plastike, ne, pa demenca, recimo, ne. To ne bi bile dve poslanstvi, ki ne bi skoraj gotovo bili, ne, uvrščeni med teh 5 do 7. In seveda, zdaj, koliko se lahko Slovenija, ne, to v tem razni razpisi z tega področja, ne, torej cilj bo nek merljiv, da se demenca zmanjša, neki konkretni kazalci bodo, ne, oziroma more, da je to pa toliko nesnaženo, ker se spet da mer tako in kaj, ne. Cilj bo, da so v 7 letih tega bodočega programa, to za toliko in toliko zmanjša, ne. In seveda to bo potem več razpisov interdisciplinarnih. Koliko se lahko slovenski deležniki tukaj znajdejo, seveda, jaz sam sebe sprašujem, ne, ker tukaj spet bo velike korporacije lažje prišle zraven, ne. Tako da, moje mnenje, da bo morala Slovenija seveda najdeti nekaj, oziroma posamni deležniki nišne cilje, kjer se bo potem lahko najdla kot kakšen kooperant, podizvajalc morda celo in tako naprej, ne. Ker smo seveda premehni bi bili pa kakšnih velikih, ne, akcijah kar glavni, ne. To je glavni problem naše mehkosti, ne. Tako da tukaj pač vsekakor nekako bi dal tako usmeritev komorkoli, ki bi hotel pač tukaj biti aktiven oziroma uspešen, ne. Ja, počarno zaključil, no. Jaz sem tukaj celo prezentacijo v FP9, no, z vsemi podrobnostmi skoraj, no, pa mogoče v nekaj drugih priložnosti. Skratka, mi smo prišli zato, skratka, da pomagamo slovenski znanosti raziskavam vsem deležnikom v kakršnem pogledu, ne, od neke promocije do konzorcijev, do partnerstv, do seveda samih vlog, ki jih delajo, do sestankov. Zdaj v kratkem organiziramo kar nekaj sestankov pomembnih pri Evropski komisiji. Na tem našim inštitucijam ne bi zdaj imenoval, no, ker ne bi bilo korektno. Ne spoštujemo neko poslovno tajnost, bi tako rekel, no, ampak to so vse sestanki, ki imajo namen preveriti, ali njihov projekt je v pravi smeri zastavljen, preden ga začnejo pisati, preden se zaženejo nek razpisa, ne. In seveda potem, da gre potem neko normalno pot naprej, ko dobijo nek, recimo, pozitiven namik iz komisije, formalno ali pa neformalno, da je to, recimo, prava smer, ne, in potem gre seveda ta projekt svojo pot, recimo, do končne pridobitve sredstev.